Prišli ste z katerega kraja na miting? Prihajam iz Brežic, drugače pa treniram na Senovem pri Primožu Kozmosu. Sem slišal, da ste zelo dobri, praktično rekorderka od malih pa zdaj do velikih. Tako, od pionirskih do članskega kategorije imam vse rekorde. Danes se pa še sem na tekmo in upam, da se temu tudi približam. Tem rekordom. Ja, malo mi še manjka, ampak vzdušje je pravo, pa bomo videli, kako bo. Bolj zdaj že precej let trenirate to med kladiva? Ja, treniram že od mojega 10. leta, tako da sem že kar precej let v kladivu. To si pa še družinico že ustvarila? Tako je, imam 1 leto starega sina in zdaj sem začela nazaj trenirati spet. Zdaj mi je pa cilj potem se stabilizirati rezultat na 70 metrov, tako da bom pripravljena za naslednje olimpijske igre v Tokiu. Fino. Tako. Veliko uspeha. Hvala vam. Sodnik? Ja, on je danes na tej tekmi oziroma mitingu. Boste sodili tukaj? Tako, pomagal, no, oziroma. Tako. In kaj se tu, kakšni dejavniki so tu, da ali je met uspešen ali ni uspešen? Dobro, za sam uspešen met je treba mora kladivo leteti in pristati v sektorju, med tem tekmovalec oziroma tekmovalka narediti prestopa v krogu in mora seveda počakati, da orodje pade najprej na tla, šele nato lahko zapusti krog. Predvsem pa je pri kladivu zelo pomembna varnost, kajti vemo, da so to velike hitrosti, teža orodje od 3 do 7 kg in tako lahko pride do hudih in resnih poškodb, tudi smrtni primeri so že bili. Zato pa je ta, vidim, tudi ta tista težka, gosto pletena mreža, debela, glede tega. Mreža ni najbolj po pravilih, ampak vseeno nekak minimalni standard omogoča, torej, da se vrata dajo zapirati pri izmetu, da se kot zmanjša, tako da je manjša verjetnost, da orodje poleti izven sektorja oziroma mora biti na igrišče. Hvala. Gregor Goljan, predsednik kluba. Atletskega kluba Domžale. Hvala lepa. Smo tukaj na metališču, na mitingu v metu kladiva. Tukaj smo se zbrali, ker nekako je naš trener metalcev Danilo Embršič malo se pritožil, da je premalo tekem, je rekel, da bi želel imeti eno tekmo, pa da bi s tem tudi obeležil 10-letnico našega metališča. Smo se odločili, malo povprašali po drugih klubih, povabili druge klube in priredili eno tako kratko tekmo. Mislim, da bo kar udeležba zanimiva. Meti mislim, da bojo kar precej dolgi, tako da upam, da bomo priča kar zelo dobrim uspehom naših atletov in atletov iz Atletskega kluba Brežice in Atletskega kluba Krka. Hvala lepa. Dobar dan, vi ste trener metalcev domžalskih, metalcev kladiva. Tako je. Domžale imajo okoli 17 metalcev. Trenutno tukaj mislim, da jih 6-7 meče. Veliko je, par je takih, ki so tudi člani, so starejši, ampak ne mečejo kladiva. Tako da imamo okoli 16-17, vse od pionirjev do veteranov. Kako so pa te krogle? Vidim, ene imajo malo težje, ene imajo malo manjše, a to je tudi za pionire, članice, mladinke? Težje so odvisne od starosti. Pionirji mečejo, spet fantje mečejo težje orodja kot dekleta. Če smo pri kladivu,
Dekleta mečejo 3-kilsko kladivo, pionirke pa mlajše mladinke, starejše mladinke pa članice pa 4-kilogramsko kladivo. 4 kg. Fantje pa mečejo od 4 do 7, 26. Danes mečejo vse. Eni mečejo 4, Jože meče pa 7, 26. Fino, hvala. Pa veliko uspeha naprej, ne? Ker je to kar lepo, ne? Za 10-letnico tega. Ja, mislim, da smo že 300 medalj pobrali na državnih prvenstvih do zdaj v teh 10 Do zdaj, v teh 10 letih. Tako da mislim, da smo kar uspešni. A vi ste tudi drugače metali ali ste kaj drugače v atletiki Bravo, Tija. aktivni? Ja, jaz sem metal kopje, v bistvu sem potem še sprobal tudi kladivo, vse smo metali, ampak kopje sem bil najboljši balkanski prvak. Lepo. Balkanski prvak, drugi sem bil sem tudi na evropskem prvenstvu, tako da nekaj rezultatov je bilo. Fajn. Čestitke pa naprej Hvala. z tam mladimi. Ja, zdaj njihov red, Aha. Dobro, hvala. napredujejo. Hvala vam. Prek 60.
Enigman Urban, pripravi Emberšič Jan.
No, že bliž 40.